Dobrodošli v novem videu in v tem videu si bomo malo pogledali Microsoft Earnings Report. Če ne veste, Microsoft je v torek reportu earningse. Ja, v bistvu se upravičujem, ker jih coverava šele danes, ampak v bistvu v sredo pač nisem imela časa, no. Včeraj so bili pa Tesla earningsi in so se mi zdeli malo bolj pomembni oziroma malo bolj zanimivi, ampak ne zato v bistvu bomo danes coverali Microsoft earningse. In v bistvu pol proti koncu videa bi rad še malo govoril o ChatGPT-ju pa kako investirati v ChatGPT, zato ker če ne veste, Microsoft je pred kratkim veliko vložil v ChatGPT, multi-billion dollar investment. V bistvu so investirali že 1 milijardo v letu 2019. Ampak ja, pač ChatGPT zadnje čase dosti zanimiva stvar in veliko ljudi v bistvu zanima, kako lahko investirajo v to, ker se jim zdi, da bo pač v prihodnosti dosti bolj big. Tako da ja, najprej si pa pogledamo Microsoft earningse, kakšni so bili rezultati, pa v bistvu, če kar začnemo, Microsoft je reportu 52,7 milijard revenueja in to je v bistvu bil miss proti 52,94 expected. Isto so mislili na EPS-u, se pravi $2,20 proti 2,31 expected. Operating income 20,4 milijarde, se pravi decrease za 8%. Net income je bil 16,4 milijarde, decrease za 12%, se pravi EPS smo pa že povedali in to je bil decrease za 11%. Se pravi, če si pogledamo veliko decreaseov pri Microsoftu, zgleda se pozna malo pač, pozna se malo recession in pa tudi, da v bistvu folk ni več toliko doma, ne. Microsoft je v bistvu najbolj so jim boomali revenue in pač earningsi, ki so bili vsi doma in so največ uporabljali pač njihove storitve. Ja, v bistvu zdaj pa malo padlo to, ampak v bistvu ne zato, no. Microsoft, v bistvu revenue jim je še vedno zraslo za 2%, kar se vam mogoče ne zdi veliko, ampak morate vedeti, pri 52,7 milijarde je pač težko growati revenue, sploh v takih časih, ki so zdaj. In 2% za Microsoft ni bad, ampak tudi zato v bistvu, ker ne pričakujem, da se bo to nadaljevalo. Pač tudi analisti ne pričakujejo tega, Microsoft bo najverjetneje grow več kot to. V bistvu Microsoft nam tukaj že takoj pove, da v bistvu nastaja nek new wave of computing in sicer pač Microsoft se bo zdaj veliko fokusiral na AI in tukaj so nam povedali pač, da bo Microsoft v bistvu s pomočjo tega njihovega Microsoft Clouda in pa teh novih AI modelsov, se pravi, če ne veste, ChatGPT rana na Microsoft Cloudu in ja, v bistvu Microsoft se bo zelo posvetil zdaj naprej AI-ju in pač mislijo, da je to basically prihodnost. Bomo si pa tudi pogledali malo, kako investirati zdaj v to. Če si pogledamo naprej, revenue v productivity and business processes je bil 17 milijard, kar je increase za 7%. Office commercial produkti so se povečali za 7%, medtem ko so se Office consumer produkti se pravi zmanjšali za 2%. Recimo LinkedIn je bil tudi up 10% in Dynamics products and cloud services se je povečal za 13%. Revenue in Intelligent Cloud 21,5 milijarde, kar je increase za 18%. Pogledamo, tukaj v bistvu večinoma govorijo o tem njihovem Azure, to je ta njihov cloud service in v bistvu za Azure pa ostale cloud service je bil pa revenue growth 31%. V bistvu, kar je pa zanimivo je, da so pol v earnings callu
povedali, da zdaj za naslednjo leto v bistvu sploh ne pričakujejo growtha v teh cloud servisih. Kar je dosti zanimivo, ker ta biznis je bil do zdaj dosti growing in v bistvu je ful pomemben biznis model za Microsoft. Če si pogledamo revenue in personal computing, se pravi PC, je bil 14,2 milijona in to je down 19%. In v bistvu Microsoft vse več se v bistvu zanaša na ta cloud revenue in to ima v bistvu tudi večje margins. No? Tako da, ja, v bistvu meni je bilo kar zanimivo, da pričakujejo, da ta biznis ne bo več toliko grow naslednje leto. Sicer so rekli, da to pričakujejo samo zdaj za naslednje leto, ko bo probably malo teže, da pa bo spet grow. Ampak ja, v bistvu bomo videli, kaj se bo zgodilo z Microsoftom, no, če bo to res. No, bi pa zdaj v bistvu še govoril malo o tem, kako se Microsoft spušča v AI in pa temi njihovimi investmenti v AI. Se pravi, tukaj v earnings callu pravijo the age of AI is upon us, bla bla bla. V glavnem, we have the most powerful AI supercomputing infrastructure in the cloud. It's being used by consumers and partners like OpenAI to train state-of-the-art models and services, including ChatGPT. Torej, če ne veste, Microsoft je že leta 2019 investiral 1 milijardo v ChatGPT in pred kratkim, no zdaj ChatGPT, pač se verjetno že veste, ampak je dosti crazy. Ne? Zdaj vem, da pred kratkim je ChatGPT uradil narediti licenco za pač medicino, a ne, v Ameriki, kar je dosti crazy, kad tako pomislite, in zelo veliko pač priznanih profesorjev iz Amerike v bistvu opozarja, da bo ChatGPT pač basically challengel njihov cel education system. Kar je full crazy, vem, da se zdaj pač ljudje uporabljajo ChatGPT za kodiranje, lahko z njem pišete kontrakte, pač v glavnem za full stvari ga lahko uporabljate in meni se v bistvu zdi, da bojo biznisi probably pripravljeni plačati zelo veliko za nek tak servis. Ne? Sicer, če ne morete spet vsega delati, še vedno je to sam demo, tudi to, kar je zdaj, bo tudi boljši v prihodnosti, pa še vedno rabite, pač ne morete zdaj vsak skodirati website, rabiš probably neko znanje, ali pa za pogodbo rabiš neko znanje iz prava, ampak še vedno za neko osnovo, pač ta demo account, mislim, ta demo verzija ChatGPT-ja, pač meni se zdi dosti impresivno. No ja, v glavnem, moje mnenje je, da bojo biznisi pač pripravljeni full veliko plačati za tak servis. Zdaj neki rumorsi so, da bi ChatGPT chargeal $50 na mesec za 35,000 besed. Zdaj, kar pač to se meni zdi dejansko full stil, zato ker v bistvu bila je narejena tudi ena anketa, za katero zdaj dobivamo reporte, ki je vprašala pač business ownerje, koliko bi bili pripravljeni plačati za tak servis in v bistvu so rezultati prišli vse tam do €1000 na mesec. Se pravi, da bi bili business ownerji pripravljeni plačati $1000 na mesec za tak advanced AI. In ja, v bistvu meni se zdi to dosti fair, glede na to, da zdaj vemo, pač v bistvu zdaj smo dobili reporte, da ChatGPT v bistvu brna $100,000 na dan, da deluje. Ampak ja, v bistvu po moje se jim dosti splača, zato ker so s tem free demotom si po moje toliko zvišali valuation. Bomo si pa tudi pogledali, pač Microsoft je, se pravi, zdaj pred kratkim je v bistvu kupil še večji delež ChatGPT-ja, sicer ni bilo lih disclosen koliko, ampak naj bi bil multi-billion dollar investment in pač dobivamo neke like, da naj bi Microsoft investiral v bistvu 10 milijard zdaj čez naslednja leta v ChatGPT in da v bistvu in da bojo imeli v bistvu skoraj večinsko last. Nekateri pravijo celo do
49%. Tako da, če si tako pogledamo, v bistvu Microsoft je nek tak varen način, kako lahko dobite exposure za ChatGPT. Varen pravim zato, ker Microsoft je tako velik biznis, ChatGPT bo v bistvu samo majhen del tega biznisa, tako da pač še dobro performa, boste dobili upside, ker še vedno bojo ownali velik del tega biznisa. Če pa slabo performa, je pač Microsoft tako big, da probably ne bo to ful preveč vplivalo na njih. Še vedno je to 10 milijard, ampak pač mislim, da Microsoft si v bistvu lahko privošči take investicije. No, ampak v bistvu se meni zdi tukaj mogoče še bolj zanimiva ena druga priložnost, kako investirati v ChatGPT. Zdaj, se pravi, ChatGPT rana na teh na Microsoftovem cloudu. Mi pa vemo, da v bistvu ta cloud za delovanje rab čipse. Večinoma Microsoft uporablja Nvidia čipse, neki tudi AMD čipse, ampak večinoma čipse od Nvidie. No, in tukaj se meni zdi v bistvu zanimiva ta investicija v čip sektor, v podjetje, kakor je Nvidia, zato ker naprimer Citigroup estimata, da bo ta hiter growth v uporabi ChatGPT-ja ali pa drugih pač AI servisov v bistvu prinesel od 3 do 11 milijard revenueja za Nvidio v naslednjih 12 mesecih. Kar je ful ogromno. Zdaj, pač, če si predstavljate, to je v bistvu do tako 60% revenue za Nvidio, če bi bilo 11 milijard. Ker ja, in pač tukaj v bistvu vsi se strinjajo, da bo s kakršnim koli povečanjem uporabe ChatGPT-ja ali pa kakršnega koli AI-ja se bojo ful bolj povečale pač potrebe za pač computing power in tukaj v bistvu pridejo ta podjetja, kot so Nvidia, AMD in ja, pač meni se zdi to nek tak zanimiv investment, ki bi znal razvoj AI-ja vplivati na njega. Sicer Nvidia je mogoče trenutno malo overvalued, ampak ne vem, če bo to res, če pač bo demand za čipse toliko večji zaradi tega, pa mogoče celo ni, ne. Tako da ja, to je bilo v bistvu to za ta video. Ja, upam, da ste ga enjoyali, pa se vidimo v naslednjem videu.